Potem imamo člene od 9 do 18. Želi kdo razpravljati? Ja, predstavnik Gospodarske zbornice, gospod Podbevšek. Hvala. Mogoče Gospodarska zbornica je skupaj z ZDS predlagala amandmaje Državnemu svetu, ki so in so v celoti vsebovani v predlogih amandmajev Državnega sveta. Od teh členov so to amandmaji k členu 12, 15 in 18 od omenjenih. Mogoče čisto na kratko, res 12. člen gre za čist nek tehnični, praktičen pomislek. Pri 12. členu gre za ustrezno implementacijo direktive, razen ene male fraze, in sicer direktiva pravi, da ponovna revizija ni potrebna, če so sredstva prispevana kot vložki, ki niso plačeni v denarju, že bila predmet vrednotenja strani neodvisnega priznanega izvedenca. V prevodu direktive se je to nekako spremenilo v revizorja. Zdaj v praksi vemo, ko se delajo cenitve stvarnih vložkov, naprimer cenitve nepremičnin ali pa druge cenitve, revizori nimajo niti licence, niti niso usposobljeni za te cenitve. Tako da ocena revizorja že zdaj je temeljila predvsem na oceni nekega drugega neodvisnega izvedenca in v praksi se ne bo nič spremenilo oziroma direktiva ne bo implementirana ustrezno, enostavno zaradi tega neposrečenega prevoda. Tako da tukaj je predlog samo, da se dosledno prevede besedilo direktive in da damo možnost tistim, ki imajo dejansko licence za vrednotenje posameznih vrst stvarnih vložkov, da ta vrednotenje opravijo. 15. člen je bolj vsebinski amandma. Pri 15. členu gre za lastne delnice, razpolaganje z lastnimi delnicami. Gospodarska zbornica enostavno predlaga, da se direktiva in njen duh sprejme v celoti, se pravi, da bi tudi pri nas odpravili omejitev 10%. Zdajšnji predlog, kot je bilo rečeno, zagovarja maksimalno drakonskost na tem področju. V direktivi je jasno obrazloženo, zakaj se v Evropski uniji skuša liberalizirati razpolaganje z lastnimi delnicami. Potem je pa še 18. člen v tem sklopu, o katerih zdaj govorimo. In 18. člen pa govori o revizijski komisiji. Na področju revizijske komisije je zopet, smo mnenja, da je direktiva ustrezno implementirana, ne strinjamo pa se s tem, da se članstvo v revizijski komisiji omeji izključno na člane nadzornega sveta in pooblaščene revizorje. Se pravi, tudi zunanji finančni računovodski strokovnjaki, tako kot je prej pisalo v zakonu, so lahko zelo koristni člani revizijske komisije in lahko mnogo prispevajo k njenemu delovanju. Toliko mogoče do 18, ne? Ja. Hvala lepa. Meni osebno se zdi, da so ti predlogi in pa tudi ta dodatna obrazložitev nekateri delujejo kar prepričljivo, tako po hitri oceni, in dajem besedo državnemu sekretarju. Verjetno ste pogledali temeljito te predloge Državnega sveta in kaj menite od njih? Hvala lepa. Najprej se bom dotaknil predloga, ki bi ukinil 10% prag lastnih delnic. To sem že uvodoma povedal, da ostajamo rigorozno na 10%, saj vemo, da se lahko tudi ta inštitut lastnih delnic izkorišča v takšne ali drugačne namene. Sploh zaradi tega, ker v praksa kaže, da tudi določene družbe, ki so pridobivale na 10% lastnih delnic, jih v zakonskem roku niti niso odsvile, niti niso umaknile. Tako da tu ustrajamo na 10%. Kar se tiče pa možnost opcijskih nagrajevanj in podobnih zadev, pa novela zakona uvaja možnost, da na podlagi pooblastila skupščine lahko uprava družbe teh 10% večkrat pridobi. Naj pojasnim, se pravi, če ima družba nekaj odstotkov lastnih delnic in jih porabi v te namene, jih lahko v istem poslovnem letu spet pridobi na trgu in jih v ta namen koristi. Se pravi, ne ukinjamo 10% praga, vendar dovoljujemo, da v te namene
lahko uprava posluje tudi z lastnimi delnicami na podlagi, seveda na podlagi pooblastila skupščine. In druge? Ja. Glede 12. člena, že zdaj po ZGD-ju upravlja revizijo stvarnih vložkov revizor. In tukaj izhajamo predvsem iz tega, da je revizor zakonsko opredeljen, da je pod nadzorom stroke, po drugi strani je tudi revizor odškodninsko odgovoren in če bi sprijeli ta vaš amandma, potem bi v bistvu mogli čez cel zakon revizorja odpravljati. Jaz vem, da je že zdaj revizor oceni vrednost stvarnih vložkov in tudi, ko v praksi delamo te stvari, vemo, kako poteka. Enostavno niso usposobljeni. Revizor, ki ima licenco za revizijo računovodskih izkazov, je zelo specializirana stroka. In v praksi se revizor vedno upre na mnenje drugega cenilca, ker revizor ne more oceniti ene nepremičnine, ne zna. Nima sploh, bi rekel, podlage. In tudi drugi neodvisni izvedenci, kot pravi, ko ste rekli, odškodninska odgovornost in nadzor, tudi drugi cenilci imajo licence, tudi oni so odškodninsko odgovorni. To ni tako, da lahko pa pol vsak daje neka mnenja o določenih zadevah. In v praksi je namen direktive, da se tukaj ne podvaja, se pravi, da se ni najprej cenilec z licenco, pa potem še revizor, ki samo pogleda njegovo cenitev in da štempelj, da dejansko cenitev obstaja, ampak da je samo ta cenitev dovolj. To je namen direktive, po naši ureditvi pa že zdaj v praksi ne funkcionira, žal tako, in smo samo želeli, bi rekel, rešiti ta problem za konkretne družbe. Hvala. Gospod Verebič. Ko je govora o lastnih delnicah, bi želel izpostaviti naslednje in s tem v zvezi podati tudi konkretne predloge amandmajev k 15. členu. Zakonodaja, ki v preteklosti in še ureja pridobivanje status in osvojitev lastnih delnic, kot tudi glede njihovega računovodskega izkazovanja, prej slovenski računovodski standardi do uveljavitve mednarodnih računovodskih standardov, dodatno k temu pa še zloraba že tako neustreznih pravil o lastnih delnicah strani menedžmenta gospodarskih družb v popolni odsotnosti nadzora, nedelovanje nadzornih svetov, naprimer, je po oceni predlagatelja eden pomembnejših razlogov za sedanje stanje v Republiki Sloveniji. Lastne delnice so eden od instrumentov, s katerimi uprava direktno in pomembno posega v upravljavska upravičenja delničarjev ter pomembneje v lastniško in s tem upravljavsko strukturo gospodarskih družb. Pridobivanje status in odsvojitev lastnih delnic je zato lahko zgolj izjema od temeljnih pravil in bi se zato morala uporabljati samo v izjemnih primerih, nikakor pa ne v vsakdanji praksi kot prikladna metoda lastninjenja, čemur je bila praksa praviloma doslej in v nekaterih točkah, kot kaže, tudi odslej, tako v zvezi z lastnimi delnicami. Preostane, da vlada o tem razmisli in je to lahko predmet potem naslednje novele. Državni sekretar. Hvala, mogoče samo na kratko še stališče do revizijske komisije. Predlog novele govori, da mora biti en član zunanji. Vi predlagate, da je bilo več članov zunanjih. Mi mislimo, da je predlog člena dober, saj bo s tem spodbujal, pa ne pravim, da zdaj ni tako, kot bi morali biti, to je seveda stvar lastnikov. Mogoče bolj strokovno strukturiranje nadzornih svetov. Hvala. Hvala. Želi še kdo razpravljati o teh členih? Ne?